Žoga je okrogla. Evropsko nogometno prvenstvo je doslej postreglo s 50 nogometnimi tekmami, do konca je le še ena. V finalu se bosta pomerili dve nogometni velesili, Španija in Anglija. Španci so v polfinalu z 2-1 premagali Francoze, Angleži pa z enakim izidom Nizozemce. Na tekmi med Španijo in Francijo je bil Jože Pepevnik. Zdravo. Po dolgem času je gost podcasta Žoga je okrogla, spet Sandi Škvarč. Lep pozdrav. Moje ime je Aljaž Golčar, začnimo. Prvi polčas. V prvem polčasu bomo govorili o zadnji polfinalni tekmi. Angleži so z 2-1 premagali Nizozemce in se prebili v veliki finale. V finalu Evropskega prvenstva bodo igrali drugič zapored, pred 4 leti so po izvajanju 11-metrovk izgubili proti Italijanom. Tokrat jih čaka prav tako zahteven nasprotnik Španija, a še prej seveda o tekmi z Nizozemsko. Angleži, ki niso navduševali na tem Euru, so torej še tretjič zapored v izločilnih bojih do zmage prišli po preobratu, so pa tokrat igrali bolje, kaj ne? Ja, predvsem bolje so igrali v prvem polčasu oziroma v delu prvega polčasa, glede na to, da so Nizozemci hitro povedli in morda tudi presenetili Angleže s tistim zgodnim zadetkom, ki ga je dosegel Xavi Simons. Šele takrat so se Angleži nekako prebudili tudi v napadalnem smislu, vendar pa sama tekma je bila glede na situacije kar precej izenačena tudi v nadaljevanju prvega polčasa, torej po izenačujočem zadetku Harryja Kanea, ki je dosegel tretji zadetek na tem prvenstvu. Namreč kar dvakrat sta se zatresla še okvira vrat na obeh straneh, poleg tega so Nizozemci žogo reševali tudi z golove črte. Lahko rečemo, da smo torej spremljali dva različna polčasa, torej vsebinsko različna. Prvi je bil precej bolj dinamičen in precej bolj gledljiv, kot tudi radi rečemo. V drugem malce več taktike, ko se je morda že čakalo tudi na to, da se bo vse skupaj podaljšalo v podaljšek, a so se Angleži rešili in to na kakšen način. To bo zagotovo tudi še predmet pogovorov, debat in tudi analiz. Mene je v bistvu Anglija zdaj danes najbolj impresionirala morda na tem prvenstvu, ne samo zato, ker je odigrala prvi polčas, kot pravi Sandi, bolje ali pa celo najbolje na tem prvenstvu, ampak zato, ker to formo se mi zdi, da stopnjuje, ker se mi zdi, da več kot je kritik od zunaj, bolj Anglija nekako napreduje in bolj verjame v svojo igro, čeprav jo seveda, kot se tudi spodobi za Evropsko prvenstvo in kot se spodobi za to, ko napreduješ skozi stopničke izločilnih bojev, brez dvoma v Berlinu v finalu čaka daleč najtežja naloga na tem Evropskem prvenstvu. Izpostavil bi zdaj, če govorimo o nogometaših, predvsem zvezdno vrsto, sploh v prvem polčasu, Kobe Mainu se je zdaj že dokazal kot zares ureden član angleške prve enajsterice. Težko bi rekli, da je kdo to pričakoval še kakšnega pol leta nazaj ali pa malo več, ko se je Mainu komaj začel prebijati v prvo ekipo Manchester Uniteda in spremljal sem ga v tej pol sezoni. Nisem si mislil, da bo imel tako veliko vlogo v angleški reprezentanci, ampak nekako je izkoristil tisti vakuum, ki se je pojavil poleg Declana Ricea v zvezni vrsti in Kobe Mainu je bil v prvem polčasu. Mislim, da je imel 100% delež oziroma izkoristek podaj, ni izgubil nobene žoge, nekaj žoge je osvojil, tako da zdaj, če gremo k posameznikom, seveda Kobe Mainu, pa tudi to, verjamem, Aljaž, da boš gotovo omenil, menjave, s katerimi je pregovorno ziheraški Southgate, celo zadev so se seveda zelo izkazale. Je kar predvidel si, kaj sem hotel reči, Jože, ker sem imel že takole na koncu jezika, da se lotimo posameznikov, kajti mnogi so bili prepričani še nedavno, da Southgate ne ve, kaj je njegova najboljša enajsterica, ampak jo je več kot očitno našel z nekim hibridnim sistemom igre, ko je Mainuja, ki si ga omenil, torej postavil Riceu za partnerja, ampak ne samo to, Joker izklopi recimo, ker na tistih prvih tekmah se mi je zdelo, kot da Southgate ne verjame, da ima dovolj močno klop, ampak zdaj pa je recimo, ne vem, za zmago na veliki tekmi, kot je polfinale zadev Ollie Watkins, ki je predtem odigral 22 minut v skupinskem delu proti Danski. Je postal Southgate bolj pogumen ali je končno odkril, da ima dejansko več kot 20 kakovostnih igralcev? Ja, očitno ni kockar, kajti
ali pa tudi je pravzaprav na koncu, glede na to, kako se je vse skupaj zgodilo. Glede na to, kar je prej Jože dejal, da je velik ziheraš, bi dodal eno zanimivo misel, ki sem jo slišal na eni od tujih televizij, ko so malce v šali dejali, da je Southgate tak ziheraš, da celo kolesari s čelado na glavi in sicer na sobnem kolesu, oziroma da gre z rešilnim jopičem pod tuš, malce v šali, sicer to so verjetno proizvedli angleški tabloidi vse skupaj, ki so seveda tako ali drugače ves čas zraven in budno spremljajo vsako njegovo potezo. In prav zanima me, kaj bodo napisali sedaj po tem, kar se je zgodilo. Torej, kaj so menili takrat, ko je potegnil dva tako rekoč najboljša igralca iz igre in potem poslal tega mladega igralca in je tudi zadev v polno. Torej, kakšne bodo sedaj te reakcije? Meni se zdi, da je Southgate nekako tudi on uporabil hecen izraz, zrasel v to tekmovanje, v to evropsko prvenstvo, sploh potem, ko je doma pustil Grealisha, pa Rashforda, tudi Madisona, je nekako, vseeno ima Anglija še vedno ogromno teh tovrstnih takšnih nogometašev in zdaj jih Gareth Southgate tudi dobro izkorišča s temi menjavami. Danes je torej zamenjal kapetana Harryja Kanea, je pa pokazal ne to, da ni nezamenljivih, ampak to, da se pač Anglija lahko seveda prilagodi, ne more verjetno odigrati 120 minut brez Kanea, brez Bellinghama, brez Ricea, denimo, ali pa Stonesa, ampak lahko pa odigra nek del tekme, ko potrebuje točno določene nogometaše za točno določene zadeve in neke faze igre, pa seveda Anglija to možnost ima. Spremljali smo prvo medsebojno tekmo Anglije in Nizozemske na velikih tekmovanjih po letu 96. Anglija je takrat na domačem Euru zmagala 4-1 in Gareth Southgate je takrat igral še za reprezentanco 3 levov, ampak predvsem ta podatek se mi zdi zanimiv glede Southgatea. Angleži so se pod njegovim vodstvom 3-krat na zadnjih 4 velikih tekmovanjih prebili najmanj v polfinale. Jože, pravkar si dejal, da je nekako zrasel v to prvenstvo, ampak 3-krat na zadnjih 4 tekmovanjih tega, da je blizu uspehu, mu ne moremo očitati, kaj ne? Ne, ampak če smo povsem pošteni, ne, glede na posamično kakovost angleške reprezentance, ki jo vedno znova pred vsakim tekmovanjem omenjamo, govorimo o katerih klubih, kakšni nosilci so vsi ti nogometaši. Zdaj seveda ima Anglija za razliko od morda kakšnih prejšnjih generacij tudi dva, ki sta, torej Bellingham in Kane, ki sta absolutno vodilna nogometaša v dveh morda največjih neangliških klubih v Evropi. Tako da jaz mislim, da je seveda to, kar zdaj počne Gareth Southgate, kar počne angliška reprezentanca v zadnjih 8 letih ali pa malce manj, je seveda hvale vredno, izjemno, ampak samo v primerjavi s tem, kar Anglija prej ni počela. Ne? Torej, da je bila sila redko v polfinalu, oziroma prej so bila zelo, zelo velika razočaranja, zdaj pa je Anglija v zadnjih turnirjih v bistvu vedno tam, kjer smo jo nekako pričakovali, med najboljšimi 4. In se mi zdi, da z tega vidika so to seveda super dosežki, kar trenutno počne Anglija, ampak Gareth Southgate je tudi sam dejal, kakor so mi namignili tudi angleški novinarji v Nemčiji, ko sem se z njimi pogovarjal, da tudi on je že nekako nestrpen, da pa zdaj pa mora nekaj osvojiti. Je pa zanimivo, torej Anglija je med 4 ponovno, je pa edina v polfinalu tega evropskega prvenstva, ki še nima naslova, torej vse ostale reprezentance so ga že osvajale. Poleg tega, ko že omenjamo Garetha Southgatea, je treba seveda reči, da je danes vodil svojo reprezentanco na 101. tekmi, na drugi strani pa Ronald Koeman šele 20. tekma na čelu nizozemske reprezentance, torej je tudi tu morda neka razlika oziroma nek pedigre, ki gre v prid Southgatea, ki očitno zadev je, kakorkoli obračamo in kakorkoli so ga prej kritizirali, mu bodo morda sedaj dali kapo dol, da je v pravem trenutku potegnil pravo potezo. Saj se večkrat zgodi, da včasih trenerja v narekovajih kakšen igralec tudi reši, ne samo na velikih tekmovanjih, tudi na kakšnem mnogo nižjem nivoju. Je pa res, da
Ko govorimo o Nizozemcih, Ronald Koeman dobro pozna ne samo nizozemsko reprezentanco, ki je ne vodi prvič, ampak tudi angleški nogomet, ker je bil nekaj časa kar uspešen na klopi Evertona, v vrstah katerega seveda igra tudi vratar angleške reprezentance Jordan Pickford, kakorkoli že. Sandi nas je pripeljal do Nizozemcev, da nekaj besed namenimo še na njim. Evropski prvaki so bili nazadnje leta 88, ko je bilo prvenstvo prejšnjič na nemških tleh, takrat še v zahodni Nemčiji, tokrat so bili spet prekratki. Od tistega naslova so pravzaprav izgubili vse 4 polfinalne tekme, ki so jih igrali. Kaj jim je zmanjkalo tokrat? Ker če smo čisto iskreni, kljub rankingu na lestvici FIFA mogoče niso sodili v najožji krog favoritov, kaj ne? Ja, za Nizozemce pravijo pravzaprav že kar nekaj časa, ko so bili v svetovnem vrhu oziroma tik pod njim, da nekako gradijo svojo reprezentanco, da so začeli zelo široko bazo mladih igralcev in jo nekako sedaj peljejo proti vrhu. Ne nazadnje, če pogledamo njihov roster, seveda nizozemski nogometaši igrajo v najmočnejših evropskih klubih, veliko jih igra tudi v angleški ligi, tako da po tej plati so zagotovo dobro poznali angleške nogometaše, čeprav danes v evropskem nogometu pravzaprav ni nobenih neznank med igralci in tudi ne med reprezentancami. Vsekakor Nizozemska je bila vsaj za mene ena osvežitev, glede na to, da se je pričakovalo, da bomo ponovno med 4 najboljšimi videli tiste, ki so nekako abonirane za ta najboljša mesta, in mislim, da bi bila tudi osvežitev njihov nastop v velikem finalu, ampak tam pa, če se že ozremo proti nedeljskemu finalu, je morda Španija celo premočna v tem trenutku. Pa zdaj, Aljaž, če si omenil Nizozemsko in njena 4 polfinala, ne, od tistega evropskega naslova leta 1988, se mi zdi, da je Nizozemska imela takrat v primerjavi z ostalimi evropskimi in tudi ekipami v svetovnem merilu boljšo, kakovostnejšo reprezentanco. Jaz mislim, da ta reprezentanca ni, če torej jo postavimo v kontekst obdobja, v katerem igra na ravni denimo reprezentance, ki je v Franciji leta 1998 prišla v polfinale, pa je izgubila proti Braziliji tudi 2 leti pozneje na domačem evropskem prvenstvu, zelo nesrečno izgubila tisti polfinale po 11 metrovkah proti Italiji. Vseeno je tista generacija nizozemska po večini nogometašev, ki so išli iz Ajaxove nogometne šole, bila zares izjemna in je bila neka druga nizozemska zlata generacija, ki tako kot prvi seveda ni uspela osvojiti naslova svetovnega prvaka, pa tudi v primerjavi s tisto ekipo, ki je pred 14 leti igrala v finalu mundiala v Južni Afriki. Mislim, da se ta reprezentanca ne more primerjati, je pa morda različna ali pa posebna ta reprezentanca zato, ker v bistvu ima nogometaše Ronald Koeman. Ja, Nizozemska je na tem prvenstvu zmagovala na različne načine, ampak hkrati pa lahko Nizozemska ne more igrati tako pragmatično, kot je igrala naprimer Francija, ne more, enostavno ima nogometaše, ki jih preveč vleče naprej v napadalnem delu ekipe. Tu mislim na Depaja, na Gakpa, na Malna, tudi na Bergvina, Simon seveda morda celo najbolj izstopajoč na tem prvenstvu. Tako da ja, to ni kakšna izvrstna ali pa izvenserijska nizozemska nogometna reprezentanca, je pa seveda danes izmanjkalo zelo malo, da bi prišla v podaljšek in potem kdo ve, kaj bi se zgodilo. Prav gotovo reprezentanca z velikim potencialom, ki pa bo potrebovala še kakšnega razvoj, kakšnega nogometaša ali pa 2, da bi bila zares konkurenčna za lovorike. V napovedi si nekako predvidel, da bomo videli zanimiv obračun med Van Dijkom in pa Kaneom. Kakšen se ti je zdel? Ja, težko je reči. Zdaj, pomislil sem na Van Dijka, ko je Watkins dosegel zadetek, ne? Kaj bi bilo, če ne bi bilo tam De Vrija, pa bi bil Van Dijk morda ob Watkinsu, ali bi tudi napadalec Aston Ville dosegel zadetek. Sicer pa ja, ti dvoboji so vedno seveda izjemno fizični, izjemno močni, ampak da ne bom seveda zdaj samo leporečil zaradi seveda tudi, da bom prometnik zamud, sem prvi del prvega polčasa še nekoliko zamudil, tako da ja, bom si še pogledal tale Kane Van Dijk dvoboj.
Pa še to, Jože, prej si omenjal Simonsa, rekel si, da nisi videl še celotnega prvega polčasa, ampak je pa dosegel prekrasen zadetek Simons danes. Eden lepših golov na tem prvenstvu, kaj ne? Ja, ne najlepšega sem videl v Münchnu. Od tem v drugem polčasu. Na prvem polfinalu. Ja, verjetno. Ja, krasen gol. Potem sem ga pogledal v posnetku, kot rečeno. Fantastičen zadetek. Simons je zanimivo eden tistih nogometašev, ki letnik 2003, ki so že kot otroci, kot najstniki bili tudi na svetovnem spletu napovedani kot najstniška senzacija, kot velik kup svetovnega nogometa in zaenkrat lahko rečemo, da ta svoj naziv Simons, ki trenutno igra za Leipzig na posoji, iz PSG-a tudi upravičuje, tako da izjemen nogometaš. Sicer pa njegov drugi zadetek za reprezentanco zdelo se je, da je zelo pomemben danes, kajti Nizozemci so dobili z njim kar obetavno prednost oziroma neka kar lepa naložba v nadaljevanje obračuna, ki pa se je potem nekako spreobrnil v drugo smer, tudi zaradi tiste najstrožje kazni, ki je bila predmet debat. Mislim, da tudi družbena omrežja so bila kar precej zanimiva. Celo iz angleškega zornega kota je bilo nekaj mnenj v smislu, dobro smo jo odnesli z najstrožjo kaznijo. Za konec prvega polčasa pa še ena zanimivost, ki v slovenskem jeziku ne deluje ravno, ampak vseeno. Angleži so postali prvi v zgodovini evropskih prvenstev, ki so se pomerili s kar 5 državami na isto črko: Slovenija, Srbija, Slovaška, Švica in Španija, torej 3+2 recimo, S in Š. Ampak ja. In malo zadetkov dosegli, ampak dovolj da so v velikem finalu, ja. Drugi polčas. V drugem polčasu bomo seveda govorili o polfinalni tekmi med Španijo in Francijo, na kateri so Španci Francoze ugnali z 2-1 po preobratu. Randal Kolomuani je zadel po podaji Mbappéja, preden sta za preobrat Španije zadela mladenič Lamine Yamal in Dani Olmo. Najprej o sami tekmi. Jože, ti si jo ogledal v Münchnu. Jaz sem v 25 minuti, ko je Olmo zadev za 2-1, mislil, da bo pa to zdaj goljada v tistem pravem pomenu besede, da bomo videli, 5, 6, 7 zadetkov, pa se je potem ustavilo, ampak ni bila slaba tekma, tudi potem od tiste 25 minute naprej je bilo dobro, je bilo dinamično, če tudi bi pozabili tistih prvih 25 minut s 3 zadetki, je bil dober nogomet, sicer pa ja, španska sposobnost prilagoditve in postali so prvi na tem prvenstvu Španci, ki so dosegli več kot en zadetek proti Franciji in jo torej takoj poslali domov, ampak ravno to, ta sposobnost prilagoditve, sposobnost igranja v obe smeri, v napad in v obrambo z zelo enako mero ali pa brez večjih nihanj je igrala Španija tale polfinale. Tudi ko se je znašla v zaostanku, ni bilo veliko panike in če sem prej omenil Kobija Mainuja pri torej angleški reprezentanci, pri španski je Rodri tisti, seveda omenjamo Lamina Yamala zaradi krasnega gola, zaradi rekorda, postal je najmlajši nogometaš, ne samo ki je zaigral, ampak je dosegel gol na Evropskem prvenstvu, ampak vezist Rodri je tisti, ki vleče niti španske igre in prav večkrat ko sem sedel na tribuni, opazoval zgolj njegovo gibanje, tudi brez žoge, to njegovo čakanje, kot bi dejali Angleži, anticipacijo žoge in premikanja soigralcev in je res izjemen nogometaš, igra neverjetno enostaven nogomet, ampak zelo lepo. Yamal je poskrbel, da bo seveda skupaj s svojo reprezentanco, da bo prav na Evropskem prvenstvu praznoval svoj 8 oziroma 17. rojstni dan, torej tako da bo v finalu že 17. Ja, v finalu bo že bil 17 let, ampak ja, nekaj se je tudi na družbenih omrežjih pojavilo zanimivih utrinkov na to temo, verjetno tudi s pomočjo umetne inteligence, ampak to je spet bolj debata oziroma tema za kakšne tabloidne časopise, ko ga primerjajo recimo svojim predhodnikom pri Barceloni Messijem. Lamine Yamal, torej prvo ime srečanja, najmlajši strelec v zgodovini evropskih in svetovnih prvenstev, je postal s točno 16 leti in 362 dnevi.
Bueno, al final intento no fijarme mucho en eso, en lo de ser el icono, ser el jugador, porque al final yo creo que no te ayuda en nada, no te suma nada en el campo. Intento ayudar siempre al equipo, que es lo que intento hacer hoy, y nada, todo lo que sea ayudar al equipo, pues ahí estaré. Jamal je po tekmi zelo zrelo razmišljal, dejal je, da se ne osredotoča preveč na to, da bi bil ikona oziroma zvezda, se to na igrišču ne pomaga. Rekel je, da vedno poskuša pomagati ekipi in da bo to počel še naprej. Je pa v teh dneh na plano prišla fotografija, kjer Jamala, takrat še otročička starega 6 mesecev, drži v naročju Lionel Messi, ki je takrat bil star 20 let. Leta 2008 je ta fotografija nastala v okviru dobrodelnega koledarja v sodelovanju številnih znanih nevladnih organizacij in Barcelone. 6 let in pol pozneje se je Jamal pridružil Barsini akademiji La Masia, nato pa pri 15 letih aprila lani debitiral v La Ligi, septembra še pri 16 za državno reprezentanco. Kaj še lahko povemo o njem? Torej, predvsem ta fotografija ni fotomontaža, torej, ko so nekateri predvidevali, je torej realna fotografija z Messijem, zaokrožila je torej po spletu in poskrbela pravzaprav za svoje vrstno navdušenje, češ da je aktualni zvezdnik nekako vzel naročje nekoga, ki bo morda njegova zamenjava. Seveda je težko reči, kaj pomeni ta njegov zadetek oziroma njegove igre na Evropskem prvenstvu, vsekakor je ime, ki ga je to Evropsko prvenstvo izstrelilo, je pa seveda odvisno, kako bo šlo naprej. Mislim, da bo v bodoče to igralec, ki bo precej na udaru branilcev, tako da ga tudi tu čaka zelo zahtevna naloga. Še ena zanimiva primerjava med obema je, da sta Messi na mundialu v Katarju in Jamal na Euro v Nemčiji edina igralca, ki sta ustvarila 15 ali več priložnosti, opravila 15 ali več preigravanj in sprožila 15 ali več strelov. Jamal je obenem svojim tretjim reprezentančnim golom Španiji pomagal do še enega večjega dosežka. Španija je postala prva država v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na enem samem Euro dosegla 6 zaporednih zmag oziroma sploh 6-krat zmagala. Jože, jo lahko ta hip sploh kdo zaustavi? Lahko, vsaj vsaka tekma iz odločilnih bojev, le ena tekma, ni tudi Španija nepremagljiva, čeprav na tem prvenstvu zaenkrat je nepremagljiva, ampak jaz mislim, da je finale vedno skoraj da ne glede na to, kdo igra, klišejsko 50-50, sploh pa zdaj Anglija, ki je zmagala, kot rečeno, 3-krat po zaostanku v teh izločilnih bojih, bo prišla z veliko mero samozavesti v ta finale, res da z dnevom manj počitka, ampak do nedelje tudi to ne bo prevelik dejavnik, tako da pričakujem zelo izenačen finale, v katerem naj bi sicer Španija imela žogo in pa pobudo, ampak kot smo že nekajkrat videli na tem prvenstvu, obe polfinali tudi sta se tako razpletli. Ekipa A je prešla v vodstvo, potem pa je zmagala ekipa B, in tudi v četrtfinalu smo imeli tak primer, ko je Švica povedla proti Angliji, pa Turčija je povedla proti Nizozemski, tako da skoraj da je bolj pomembno v teh izločilnih bojih letošnjega Evropskega prvenstva, kaj se zgodi trenutek za trenutkom, torej kaj se zgodi za prvim golom, kaj se zgodi za prvim ključnim trenutkom na tekmi, je skoraj da bolj pomembno kot to, kako morda kakšna reprezentanca začne dvoboj. Samo še, če lahko dodam, Španija, Francija v Münchnu sicer, kot rečeno, krasna tekma, se je pa videlo oziroma se da nekako čutiti, verjamem, da je bilo v Dortmundu, ki je vendarle samo kakšnih 65 km zračne linije od Nizozemske oddaljen drugače, ampak navijaško je nekoliko izpuhtelo vse skupaj v Nemčiji v zadnjih dneh po izpadu nemške reprezentance in verjetno, če smo povsem iskreni, tudi turške. V Münchnu je bilo precej bolj turistično kot nogometno ali pa navijaško vzdušje v urah pred prvo polfinalno tekmo in ja, se zdi, da so tudi Nemci, zdaj ko je izpadla njihova reprezentanca, takole nasplošno le še bolj čakajo, da se tole prvenstvo konča in da pozabijo, da so izpadli v četrtfinalu. Jože, kakšen vtis pa si dobil glede selektorja Luisa de la Fuenteja? Ta je namreč zdaj zelo uspešno vodil reprezentanco, čeprav mogoče ni bil takole izbira, ki bi na začetku prepričala navijače ali širše množice. Ja, Španija se po tistem
spomnimo se tistega fiaska, ki ga je imela na svetovnem prvenstvu, ne. Španija je nekako se odločila zdaj za bolj, da jo bom naravno pot tudi selektorja je izbrala skozi, oziroma vzgojila skozi mladinske selekcije, čeprav govorimo seveda o kar starejšem že, seveda 63-letnem Luisu de la Fuenteju, ampak ja, trener brez velikih trenerskih ali pa klubskih uspehov, ampak rasel je nekako s temi generacijami nogometašev, z izjemo Lamina Jamala seveda, ki jih zdaj vodi v članski reprezentanci in to se na vse zadnje pozna. V zadnjem desetletju je De La Fuente vodil selekcije do 19., 21. in 23. leta, seveda in zdaj Španijo uspešno vodi na članski ravni, je pa izpadel, bil sem na tiskovni konferenci po tekmi po polfinalni zmagi, seveda zelo vesel ob uvrstitvi v finale, ampak tudi takole se me je zdelo, da ima res pristen, topel odnos s celotnim igralskim kadrom, zelo jih je hvalil kot ekipo, manj kot posameznike, da bi jih želel izpostavljati, ampak pohvalil je, da gre za reprezentanco oziroma za ekipo, ki vedno v bistvu želi storiti še korak več, kot on nekako zahteva od njih in da ima izjemno vero v to, kar delajo. Luis de la Fuente je predtem torej vodil španske mlajše selekcije v kategoriji do 19 let, leta 2016 je prišel do uspeha, pa v kategoriji do 21 let, leta 2019. Tako kot tokrat je zanimivo, Španija tudi v tistih dveh primerih v polfinalu premagala Francijo, kakorkoli že zdi se, da je kar dober recept za uspeh, da takole en selektor spremlja od najmlajših do najstarejših nogometaše. Sandi, ti veliko spremljaš tudi mladinski nogomet. Ja, torej ima pogled v to, kar se dogaja, ampak ne samo pogled na tisto, kar se dogaja na igrišču, ampak s temi fanti tudi živi izven igrišča, na sestankih, v hotelih, v garderobah, tako da dobi tudi en dodaten pogled v njihov nogometni razvoj. Predvsem pa se mi zdi španski selektor precej umirjen ob robu igrišča, nima kakšnih posebnih reakcij, nekateri trenerji so recimo zelo energični, De La Fuente pa mi deluje zelo umirjen in morda nima tistega temperamenta, ki bi ga morda pričakovali glede na okolje, iz katerega izhaja. Sicer pa smo že v več reprezentancah videli, seveda, da je pomembno, kako selektori prevzamejo recimo reprezentante, ki so jih že prej imeli v mlajših selekcijah in jih morda potem tudi dosti lažje vključijo v više selekcije, kjer potem lahko tudi nadgradijo svoje znanje. Vsekakor pa je po drugi strani to tudi svojevrstna težava v tako velikih nogometnih državah, kot je Španija, glede na to, da je izjemna konkurenca za najboljših 11, ne samo v članske konkurence, ampak že v tistih mlajših selekcijah in morda imajo celo bolj zahtevno delo ti selektori kot recimo v kakšnih manjših nogometnih državah, kjer je izbor precej manjši. Španci torej navdušujejo, proti Francozom so dosegli 8. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, kar je njihov najboljši niz od leta 2010, ko so pod vodstvom Vicentea del Bosqueja zmagali 12krat zapored. Francozi na drugi strani pa tudi niso navdušili na tem Euru. Randal Colomboigny je postal tretji Francoz, ki je zadel v polfinalu evropskega in svetovnega prvenstva po Michelu Platiniju v 80. in Zinedinu Zidanu na začetku tega tisočletja. Dosegel je gol iz igre za Francijo po kar 86 neuspešnih strelih francoskih nogometašev na tem Euru. Jože, je to Francoze stalo uspeha? Ja, verjetno da, ampak bolj se mi zdi, da je ta celoten francoski pristop stal Francije uspeha. Didier Deschamps ni navdušil ne francoskih navijačev, s katerimi sem se pogovarjal, ne francoskih nekako medijev ali pa tistih, ki spremljajo nogomet. Francija je s tako talentirano zasedbo igrala precej samoomejevalen nogomet na tem evropskem prvenstvu. O dolg času so govorili mnogi, Didier Deschamps se je še pred polfinalom temu nekako smejal in seveda vse podrejal rezultatu. In ja, na koncu Francija naslov svetovnega prvaka iz leta torej 2018, blizu so bili tudi drugemu naslovu svetovnega prvaka, če smo povsem iskreni, prav Colomboigny bi ga lahko
prinesel, če se spomnimo. Na tem evropskem prvenstvu pa v bistvu od vseh teh turnirjev, na katerih so bili konkurenčni za najvišja mesta, pa teh turnirjev pod Dechampsom ni bilo malo, je bila Francija najmanj igriva, najbolj samoomejevalna, nekako je se zadovoljila s tem, da pač drži žogo in velikokrat je to šlo predvsem bolj v širino, kot pa v globino, preveč nekega zanašanja na morda nek trenutek navdiha Mbappéja, ki pa očitno na tem prvenstvu ni bil v najboljši formi. Morda je imel težave tudi zaradi tega, ker je snel masko, ki jo je imel na nosu, morda je bila kakšna manjša zavora v njegovi igri zaradi tega, tista podzavestna, ki jo večkrat omenijo igralci, ko se vrnejo recimo po poškodbi na igrišče. Jaz bi dodal samo še en podatek tistim, ki jih je prej Aljaš omenil, torej statističnim podatkom. Letošnji finale bo zagotovo pisal zgodovino, torej Španci lahko postanejo prva država, ki bo osvojila 4, ki bo imela 4. naslov evropskega prvaka, Angleži pa seveda prvega. Še čisto na kratko za oba, se francoska zlata era končuje ali je bilo to prvenstvo zgolj splet nesrečnih okoliščin? Ja, ko pridijo v polfinale takšne velike nacije, je seveda težko reči, ali poraz tudi pomeni zaton kakšne reprezentance. Glede na to, da odločajo malenkosti, da kakšnih velikih razlik ni, čeprav jaz sam vidim Španijo vendarle kot bolj superiorno od vseh ostalih, ki so recimo igrale med najboljšo osmirico in zato dajem tudi prednost v velikem finalu. Mislim, da je precej bolj igriva, da je njena igra precej bolj povezana kot je igra ostalih reprezentanc, seveda pa, kot je že Jože prej dejal, ena sama tekma lahko korenito spremeni, recimo, da ena reprezentanca po vodilnem zadetku, ko smo prej govorili o tem, kako so se reprezentance po zaostanku vračale, recimo, če ena reprezentanca vodilnemu zadetku doda še enega, potem to lahko pomeni tudi že končno odločitev. Ampak mislim, da vsaj med najboljšimi 4 vselej lahko enakovredno iščemo tudi končnega zmagovalca. Na zadnjih 5 turnirjih Francija 4-krat v polfinalu, 2-krat v finalu in 1-krat torej zmagovalka, kar je tudi izjemna serija, zgodovinsko gledano, in jaz, ko gledam njihovo ekipo, mislim, da ne nujno, da bi se ta serija nadaljevala, ampak francoski reprezentančni nogomet je na zelo zdravih temeljih, imajo zelo širok bazen nogometašev, med katerimi izbirajo, in z izjemo nekaj zares morda starejših nogometašev, kot je Olivier Giroud, ki bo torej je končal svojo reprezentančno kariero, pa morda še Antoine Griezmann, ki je tudi že pri 33 ostali, gre za sorazmerno mlado ekipo v skoraj da najboljših nogometnih letih, in Franciji je skoraj da bolj kot to, kdo igra trenutno, odvisno to, kdo jo bo vodil. Še zadnje vprašanje pred sodnikovim dodatkom. Kdo bo prvak, Španija ali Anglija? Jaz mislim, da bo Španija vendarle prvak. Jaz tudi mislim, da bo Španija, čeprav bom kar priznal, da bom navijal za Anglijo. Jaz nimam favorita, ampak pravim, da bo tokrat pa končno evropski naslov osvojila Anglija. V nasprotnem primeru bodo Španci dobili 4. in prehiteli Nemce na prvem mestu večne lestvice. Sodnikov dodatek. Preden se posvetimo kvizu, ki bo seveda povezan z evropskim prvenstvom, še nekaj stavkov o klubskem nogometu. Nogometaši Celja so odigrali prvo tekmo kvalifikacij Lige prvakov in v Estoniji Floro ugnali s kar 5-0. Strelci so bili Matko, Vuklišević, Zabukovnik, Aarons in Svetlin. Jože je bil med to tekmo še na poti, zato Sandi, nekaj besed o Celjanih. Izgledajo dobro? Ja, izgledajo dobro, tudi jaz sem bil na poti, spremljal sem radijski prenos Marka Cirmana, že po 2-0 je bilo nekako jasno, da so Celjani na pragu visoke zmage, čeprav so, mislim, da tudi najstrožjo kazen zastreljali oziroma zadeli okvir vrat, tako da niso že takrat povišali, ampak mislim, da v nobenem trenutku tekma ni bila vprašljiva oziroma zmaga ni bila vprašljiva, in Celje je očitno v pravi formi, da naredi kaj več v tej sezoni na mednarodnem prizorišču. S kvalifikacijami Lige Evropa pa začenja zdaj Maribor, ki ga čaka bolgarski Botev Plodi, v primeru uspeha pa že v naslednjem krogu vijoličasti pričakujejo Panathinaikos. Jože, kaj pričakuješ od Maribora? Samo, če mi dovoliš, bom samo še nekaj o Celju dejal. Tekme nisem videl, nisem še niti videl zadetkov, ampak Damir Krznar je na tiskovni konferenci pred potjo v Estonijo dejal, da Celje proti Flori
ni favorit, oziroma da nekako ne sprejema vloge favorita, nekaj v tem smislu, kar se meni zdi čisto brezvezna izjava. No. Celje mora nastopiti in hvala Bogu so ga njegovi nogometaši demantirali na terenu. Celje mora v tej sezoni, glede na to tudi kako dobro je zdaj začelo to poletje, igrati skupinski del enega od evropskih tekmovanj. Vse, kar bi bilo manj, po vsaj zame, veliko razočaranje. Maribor pa ima ironično v torej tekmovanju stopničko niže, po mojem mnenju precej težjega nasprotnika, ne samo prvega, ki se mu obeta, oziroma ne samo prvega, temveč tudi drugega, ki se mu obeta, torej Botev najprej in potem Panathinaikos. Zelo vroče je v Plovdivu, kolikor slišim, in šlo bo za eno tistih klasičnih mariborskih gostovanj na vročem jugu, ko je treba, kar je Maribor desetletje predtem ali pa v tistem desetletju in pol skoraj da pod direktoratom Zlatka Zahoviča odlično znal odigrati nekako na rezultat pragmatično. Videli bomo, ali je ta Maribor tega že sposoben. Gotovo je to nekaj, k čemer Ante Šimunča stremi. Ja, če samo dopolnim tisto tvojo prejšnjo misel glede izjave Krznerja, se vsak trener reče pred tekmo, čaka nas težka tekma, ne glede s kom igrajo. Torej, svoj vrsten alibi oziroma pravzaprav tudi ena taka stereotipna napoved. Če pa se recimo kaj zgodi, potem lahko reče, no vse sem vam dejal, da bo težka tekma. Zdaj pa k kvizu. Prvo vprašanje je povezano s tekmami do tega polfinala, ker pač seveda čisto posodobljene statistike tako hitro nismo mogli dobiti, ampak vseeno, kateri vezist na tem Euru ima najboljši odstotek natančnosti podaj? Ob tem naj dodam, da je moral nogometaš, da se ga upošteva, poskusiti najmanj 100 podaj. Jože, ti si bil bolj vpet v neposredno dogajanje, torej na tribunah, morda si videl kaj več? Ker na tribunah se običajno predvsej bolje vidi. Ne vem, jaz bi rekel, da je Kobe Mainu, pa ne zato, ker se mi zdi, da sem pred dnevi že zasledil, da ima zelo visok, zdaj pa če je najvišji na celem prvenstvu, pa ne vem. Kaj praviš, Sandi? Nimam kakšnega odgovora, več imen se seveda poraja, predvsem med temi 8 reprezentancami, ki so bile v boju za uvrstitev v polfinale, težko bi se odločil za koga. Mislim, da bi morda Carvajal. Jože je imel prav, ko bi menil. Prej sem videl podatek 96% pred današnjo tekmo, zgrešil je le 5 od 138 podaj. Je pa res, da če bi igral še precej več, verjetno bi imel malo nižji podatek, ampak vseeno. Drugo vprašanje pa je povezano z vratarji. Prej sem videl, da je imel prav tako do današnje polfinalne tekme Jordan Pickford, ki je danes stal v angleškem golu, 85% uspešnost ubranjenih strelov na vseh tekmah, ki jih je igral na evropskih prvenstvih, kar je zares fantastičen podatek za vratarja. In zanima me, med vratarji, ki so odigrali najmanj 10 tekem na Eurih, je Pickfordov dosežek drugi najboljši, kdo ima prvega. Kdo je torej po odstotku uspešnosti najuspešnejši vratar v zgodovini evropskih prvenstv? Je aktiven na tem prvenstvu ali je... Ta podatek že razkrije preveč. Ta podatek razkrije preveč. Ne vem, jaz bom streljal tukaj Peter Schmeichel, recimo. Zanimivo. Sandi? Razmišljam. Oliver Kahn. Niti enega, niti drugega ni med top 5. Tako da ja, naj pa povem, mogoče bo to pomagalo, da je Pickford edini, ki igra na tem Euru med top 5. Razmišljam, kdo bi odigral vsaj 10 tekem, torej Bartes. Vsaj dve prvenstvi. Ja, Bartes je dober poskus. Pa ni med to 5. Verjamem, da je odigral dovolj tekem, ampak verjetno ni imel tako dobrega odstotka obramb. Najboljši vratar na tem seznamu ima 87% uspešnost, tisti na 5. mestu pa 78%. Ok. Spravi je starejši vratar, očitno. Že upokojen morda. Upokojen, verjetno. Ja, ne igrajo na tem prvenstvu in sicer eden je končal že pred časom od te 5, 3 pa smo videli še ne tako dolgo nazaj. Peter Čeh mogoče? Ne. Torej še kakšen starejši. Ja. Govorili smo o klubih. Gigi Buffon. Gigi Buffon je na 3. mestu, Sandi, dober poskus. 81%.
še en vratar je izjemno očiten, ampak ne vem, mogoče zaradi svoje stanovitnosti in vseh uspehov nikoli ni tako individualno izstopal kot mogoče Buffon. Se pravi, Pickford je drugi, Buffon tretji, iščemo prvega. Ni Neuer. Okay. Je pa igral za reprezentancijo, ki si jo videl v živo igrati na tem Euro, Jože. Jaz sem videl kar nekaj reprezentacij. Čakaj. Zagotovo ni Anglež Green. Ne, ni nobenega Angleža več. Okay. Na seznamu na 5. mestu, tega bom kar povedal, je Andreas Isakson z 78%, okay. Na 4. mestu z 80% je Edwin van der Sar. Okay. Schmeichla ni bilo na tem seznamu, torej tretji je Buffon 81, drugi je Pickford 85, na prvem mestu pa je en izjemno očiten, zelo znan vratar, ki je vrsto let žel uspehe tudi na klubski ravni. In Iker Casillas. Seveda. 87%. No, super. Ja, Iker Casillas, torej najuspešnejši po odstotku obramb. Jože, Sandi, najlepša hvala obema. Do konca Eura je le še finale med Španijo in Anglijo, po njem pa bo na voljo naslednja epizoda podcasta Žoga je okrogla. Do takrat uživajte v nogometu.